Meni je Sigurd Iniesta, on je meni najboljši vezist vseh cajtov. Kakšen Zidane? Jaz mislim, da je tako preveč glazu Barco. Jo, džungla, kje ste, kako ste? Pred nami je en zelo poseben video, danes z vami sva Dejan in pa Jan in za nama stoji 6 tekmovalcev, ki trdijo, da so navijači Barcelone. Ampak vsaj eden izmed njih se pretvarja in je na skrivaj navijač Real Madrida. Vprašanje pa je, ali ga lahko izvohajo in izločijo. Če se navijaču Real Madrida uspe zakamuflirati in pretvarjati vse do samega konca, je zmaga njegova. Če pa ga navijači Barcelone izvohajo in izločijo, pa bodo slavili oni. Vemo, da je El Clasico eden najbolj zagretih derbijev v zgodovini nogometa, pa da vidimo, če so to tudi današnji tekmovalci. Prvo vprašanje je čisto splošno. Kdaj in pa zakaj ste začeli navijati za Barcelono? Jaz sem Aron, star sem 17 let in sem navijač Barcelone. Mene je navdušila Barcelona, ko sem spremljal oziroma ko sem gledal za svoja dva starejša brata in bratranca. In ena prvih tekem, ko se spomnim, je bila finale Lige prvakov 2015 v Berlinu, Barca Juventus 3-1 in pač takrat sem se zaljubil v ta klub, ta igra, ti igralci, ko so bili takrat in ta ljubezen je brez konca. Jaz sem Anže, star sem 18 let in sem navijač Barcelone. Jaz sem začel za Barcelono navijati sezono 13-14, od takrat naprej sem zvest navijač, zaradi tega, ker sem večinoma zaradi Lionela Messija in ekipe, katera je bila okrog njega, pol še s prihodom Neymarja in s tem, kar so naredili, je bila preprosto njihova igra meni najbolj všeč in to je bilo najlepše gledati in v ta klub sem se zaljubil. Jaz sem Dejan, star sem 18 let in sem navijač Barcelone. Za Barco sem začel navijati sezono 14-15, ker so osvojili Ligo prvakov pred Juvetu. Začel sem pa navijati zaradi njih, ker vsi v družini navijajo za Barco in sem se pa tudi jaz zaljubil v ta klub in od takrat navijam za njih. Jaz sem Ožbej, star sem 20 let in sem navijač Barcelone. Začel sem navijati 2010, v bistvu takrat so tako vsi v mojem razredu navijati za Barcelono pa za Messija, ne vem zakaj, ampak od takrat naprej sem tako največji fan Barca. Jaz sem Alen, star sem 22 let in sem navijač Barcelone. Jaz sem začel tam 2008-2009 navijati za Barcelono. V bistvu prva tekma, ki se spomnim, z Unitedom finale Lige prvakov, ki je Messi zabol z glavo, tako da od takrat skoraj da ne mi ni tekma, brez da je gledam. Jaz sem Amadej, star sem 18 let in sem navijač Barcelone. Jaz sem začel navijati v bistvu že od začetka. Sam, ko sem malo bolj začel dojemati fuzbal, mi je bila najbolj všeč njihova igra, ta tiki-taka. In mislim, da je to fuzbal, zato pač sem ostal za klubom, pač stojim za klubom že do zdaj. Pred nami je zdaj glasovanje, da vidimo, kdo bo prvi izpadel. Jay, kaj ti misliš? Na kjer ga jaz stavim? Jaz mislim, da bo Amadej izpadel. Ja. Najbolj zgleda Real fan. Imate vsi svoj odgovor napisane? Fantje, 3, 4, zdaj. Čak, da vidimo, 1 Ožbej, 2 Ožbej, 3 za Ožbeja. In potem po en glas je dobil Amadej, Alen pa Anže. Zakaj si izbral Anžeta? Jaz mislim, da je tako preveč glazu Barco. To vračam. Pač ja, mislim, zato sem se tako odločil. V redu. Alen? Jaz sem glasoval za Ožbeja, res mi je malo sumljiv tale dres med njemu. Tako slaba aura pa tako na ženi. Ožbej, zakaj nisi izbral sebe? Ne, zakaj si... Ker so da bo vsi drugi. Ne, meni se mogoče s tem vprašanjem hotel zakriti, da je on zanimiv, ne, mogoče res. Dobra taktika, ne? Dobra taktika. Meni se zdi, da je malo prezgodaj 20, ker vsi vejo za to 20 let od Barce, to najboljše leto, a ne, 5-0 proti Realu, Liga prvakov, pa vse treble. Pa se mi zdi, da se je malo hotel zakriti s tem, kako je začel. Star je bil takrat 4 leta. 4 leta za to, ja. Ožbej, prosim, zapusti sobo, izločam se iz igre. Zdaj je konc prve runde, napiši komentar, za koga misliš, da se pretvarja. Fantje, druga runda in sicer vprašanje je sledeče. Kateri in zakaj je vaš najljubši El Clasico? 2016.
Barca Real oziroma Real Barca 4-0 na Bernabeu je bilo. Ne vem, bilo 15 ali 16. Sezona 15-16, Neymar, petka asistenca in Iniesta. Ja, Iniesta, brez Messija. Brez Messija, zato ker je bil brez Messija, da smo utihali hejterje recimo, ker smo mislili brez Messija ne morete, da smo isto brez Messija zmagali 4-0, pa pokazali res to igro, ki je pa značilna za Barco. Jaz mislim, da tukaj bom izbral tista zmaga Messija, zadnji gol 3-2. Za zmago pa podaji Jordi Alba, mislim, da je ta bil moj najljubši El Clasico. Meni isto ta 3-2, to je bilo neverjeten. Messi v neki 92 minuti, kaj je dal gol. To je bilo toliko ikonik, da ne morem narediti. Ja, mislim, logična izbira neverjeten. Jaz bi pa rekel, kar še drugi niso, 2-11-2-12 Ligi prvakov, zame najboljši gol v Ligi prvakov. Messi je enostavno pošolil cel Real Madrid. Jaz bom pa zbral v bistvu ta zadnji klasiko 5-2. Meni je bila všeč ta igra od Barce, ker v bistvu je bila iz preteklosti tako dosti podobna. Imam eno vprašanje za Mateja, lahko tudi mi bom postavil kakšno. Okay. Imam eno vprašanje, kje ti je bil najljubši gol iz onega klasika? Iz onega klasika? Meni je bil najlepši od Rafinje. Z glavo? Glavo? Tudi asistent, tudi meni. Ti si rekel, da je to najljubši El Clasico 2016-2017, ne? Tako, oziroma tista sezona, ki je bila, mislim, da je 16-17, pa 17-18, 16-17. Tako, kaj je Messi dal? Tako, kaj je Messi dal zadnji gol. Ok, imam vprašanje. Ja. Kdo je na tej tekmi dobil rdeč karton za Real Madrid? Mislim, da je bil Casemiro. Ne. Ni bil Casemiro. Ni bil. Že, kdo je bil? Lahko jim skriš? Ja, Sergio Ramos. Če ni bil Casemiro, je bil pa Sergio Ramos. Fante, imaš še kakšno vprašanje za koga? Ne? Gremo na glasovanje? Gremo na glasovanje. Kaj misliš, 4 runde? Ne vem, no, mislim, lej, sicer ta rdeč karton ni toliko pomemben detajl, ampak ne vem, če je tvoja najljubša tekma, to verjetno bi se... Mene iskreno je najmanj prepričal Amadej. Ja, po drugi strani pa se mi zdi tudi, da Amadej je bil, mislim, mogoče najmanj prepričljiv. Sicer so pa vsi izbrali kar, kako bi rekel, pogoste El Clasique, no. Ja, obrnite table, pa gremo, ne vidimo. Amadej. Deja, mene si glasoval, ja, ne, Deja. Ja, malo si se mi zdel nesiguren, ne. Pa malo tako lihta zadnjega je dal, ne, kar je to prvo malo tako, pa ni bil spet neki toliko poseben, sploh potem, ker je bil 4 letos, a ne, se mi zdi, da ni bil spet toliko zelo poseben, pa vse nisem zdel neki siguren pri izbiri gola. Jaz pa sem se na podlagi tega odločil, zaradi tega, ker njemu je bil to najljubša tekma in on ni vedel, na katero tekmo si ti zastavil vprašanje za Copa ali za La Ligo, se pravi, on bi mogel vedeti, katera mu je najljubša tekma, pač, kje je bila ta odigrana. Ja, Amadej zaradi tega, ker pač glih zadnji El Clasico, to tudi če nisem navijač Barce, bi mogel vedeti. Tako da to mi ni bilo tako neki ful. Jaz bi isto zaradi tega, Zato, ker si videl, da vas Ne, ker je najbolj odvisen, pa se mi zdi, da Lirih najboljši od vseh tekem, ki so se zgodile med tema dvema nasprotnikoma. V bistvu sem, da je po fejku pač za Anžetom, zdaj se mi je to dosti. Zanimivo, ja, mislim, dober razlog, ampak se veš, ta El Clasico je ful pogost, ne. Zelo, ne. Mislim, in tudi iskreno je najbolj infarktna končnica bila. Že dolgo časa ni bilo v El Clasico kakšne take končnice, ne? No, po moje reči. Dosti hitro rešita obe dve ekipi tekmo, ne? Amadej, nažalost je to, tako da prosim, zapusti igro. Ok, to je to za drugo rundo, tako da zdaj pa pej do komentarje in napiš, kdo misliš, da se pretvarja. Ok, moje drugo vprašanje za vas je, če bi mogli zbrati kjerkoli igralca, pa da ta igralec ni Lionel Messi, kateri igralec ti je najljubši igralec v zgodovini Barcelone in pa zakaj? Velike legend Barce, jaz bi rekel po moje Xavi. Xavi? Xavi, ja. Zato, ker je pač drugi po nastopih za Barco, ne tako po Messiju. Ustral je pri Barci, tudi se ni bil kapetan, oziroma bil sem eno leto kapetan. To mi je bilo ful všeč pri njem, ker je bil Puyol do leta 2014, pa je bil Xavi samo eno leto in pa je se upokojil. Tako je bil trener, pač se kaj prvi kot trener nazaj, se mi res zdi kot en tak. Tako po Messiju najbolj zvest, najbolj tako značilen za Barco. Ok, lej, zdaj ne vem, a se je sam za video toliko naučil ali res toliko ve, ampak... Dobro odgovor. Zelo, mene je prepričal. Da vidimo, če ga lahko Anže topa, ne? Ja. Ja, jaz bom pa tudi že omenjenega izbral Pujola.
On je meni legenda Barcelone, lojal je bil skozi temu klubu, kapetan, znal je ekipo dvigan takrat, ko je rabil. Šel je v tekmo z takim leadershipom in tako voljo, da ga noben ni mogel ustaviti, tako da tukaj je bilo enostavna izbira. Meni je siguran Iniesta, on je meni tak igralec, ki je bil vrhunski zame, najboljši vezist vseh cajtov. Siguran. Kakšen Zidane? Barca propaganda, zdaj ne morem. Groza, pa ne, pusti. Zame je bil on takoj za Messijem po kvaliteti igralca, pa nikoli ni bil zdaj tako, da je ful imel nek ego, pa neki, da je bil. Zelo zanimivi hot take, smo že na hot take. Pa da naš Alen pove, da vidimo, če imamo tudi še hot take. Jaz nimam nažalost nobenega hot takea, zdaj prvo glava, možgani mi rečejo Iniesta, ampak srce je enostavno Neymar. Eden od prvih mojih heartbreakov, tudi če je mogoče naredil napačno izbiro, jaz ga imam še zmeri rad, še zdaj ga uporabljam na FIFA, tudi če ni neki najboljši, ampak ja, no. Alen, jaz imam zate vprašanje. Me zanima, ali je Neymar v Barceloni dosegel to, kar bi mogel. Pač veliko ljudi reče, da je uničil kariero s tem movom. Po moje, da ni, pač sam napačne odločitve je naredil. V Parizu smo videli prva sezona, kakšna je bila. Enostavno, ne vem, denar je bil njegov motiv, njegov cilj. Tako da, ne vem, v Barceloni po moje ni dosegel pika, je bil zelo dober, ampak ni pa ričil svojega potenciala. Pač ti kakšno vprašanje za koga? Jaz imam zate. Kjer igralec, kjer ga so zbrali, ti pade v oči, mislim, oziroma kjer tekmovalec je zbral najbolj tazga, specifičnega. Tako, če bi rekel, kdo mi izpade, Aron je imel zame, zate meni je to winner, Klele, zelo dobro tudi podkrepil, da je drugi za nastope, to še jaz nisem vedel. Še jaz nisem vedel. Zdaj Pujol je tak zanimiv pik. Dosti ljudem gre iz glave ven. Ni tako unsung hero, se mi zdi, in tudi utelešenje fair playa, če mene vprašaš. Zdaj, ok, dek je rekel Iniesta, zdaj sem z njim problem, ne Klele, ker znam je pač Zidane najboljši midfielder vseh časov. Ampak, če bi rabo koga izločil, jaz bi rekel Alen. Zato, ker Neymar je če pomisliš na Messija, ti takoj znam pik, da Neymar in mislim, da je to bila hitra opcija, da lahko zakamuflira. Mene že, ne vem, s tem Pujolom, ne vem. Jaz mislim, da je kar najbolj skaj, da... Ja, da oni povejo, kaj oni... Da oni povejo, kaj mislijo, ja. Gremo. Jaz mislim, da znam že izpadati, iskreno. Jaz mislim, da bo Alen. Ja, mislim, da tale Neymar pik te hitro zašije. Kjer si case naredil proti meni, stari. Alen, si? A še dodajo rožice pa? Ne. 3, 4, zdaj. A to se jim prav dolgo idejo v glavo? Jaz ne vem, kakšno idejo, ampak ok, 3 glasovi za Alena in pa Alen glasov za Eržeta. Ja, meni se zdi sumljiva ta izbira Neymarja, valjda. Ni neka legenda Barse, sam 4 leta je igral. Od vseh legend Barse, oziroma od vseh teh 4 igralcev je Neymar najbolj tak, ko ga bo poznal tudi nekdo, ki ni navijač Barse, tako bi sem rekla. To sem hotel reči. Ok. Ja, jaz sem nazga mnenja, ali toliko je legend, ki bi jih lahko izbral boljših, oziroma ki so bili dlje časa zastopali Barcelono, on je izbral Neymarja, ja, tako je mogoče Dek je rekel, prvo mu je prišel na pamet zraven te udarne trojice, ampak... Dejan? Meni osebno Neymar se mi je dosti zameril, ko je šel ven popraviti čist. In tudi, ne vem, koliko je bil v Parizu, pa to, ko je bil zmešljen, tega nisem maril. Čeprav ne morem ga videti, človek je... A res? Alen? Pa ne vem, no, od vseh teh midfielderjev pa napadalcev ti zbereš Pujola. Ne vem, no, Pujol je meni dosti smešen pik. A ga je targetiral zdaj? Ne. Ne, pa se jaz se strinjam takrat z Alenom. Ne vem, če kdo to videl, ampak je Mourinho delal taktike proti Barci, je napisal, da Pujol emotiven, lahko za sprovocirati, tako da ne vem, on že meni tako ni bil neka... Pač le legenda Barcelona, ampak ni moj top 10 pik sploh. Jaz mislim, da so nefer Alena targetirali tle, ne. Ja, no, zbrali ste Alena in kaj, mu rečeva... Alen, prosim, zapusti igro. Ok, pred nami je še zadnja runda, torej tisti, ki zdaj izpade, zvemo, kdo sta pač tekmovalca, ne? Ampak na koncu pa bomo zvedeli, kdo je navijač Madrida, tako da ne še nikamor iti, ker mislim, da je pred nami zelo zanimiva runda, ne? Fantje, vemo, da veliko ljudi pravi, da je Real Madrid največji klub na svetu. Jaz bom pa zdaj rekel vam eno trditev, vi boste pa povedali, če se strinjate in zakaj. Barcelona je največji
španski klub vseh časov? Jaz se strinjam, tudi če nimamo največ lig, meni se zdi, da to, kdo je največji klub na svetu, dokazuje stil igre, dokazujejo sezone, trofeje tudi, ampak ne nujno po kvantiteti. Jaz pravim, da recimo 2 trebla imamo, en sextuple in se mi zdi, da to dokazuje, da je Barca največji klub. Ja, jaz tudi se bom s to trditvijo kar strinjal. Tako kot je rekel, meni je zelo pomemben stil igre, kakšen je, in Barcelona ima daleč najlepši stil igre, sploh v tistih časih, ko so osvajali lovorike. Vemo, da je zdaj malo slabš glede tega. Jaz mislim, da po stilu igre smo res daleč najboljši. Lej, jaz mislim, vse ponavlja, ne. To sem tudi jaz pomislil, ampak... Že ne vem, no, ne vem. Deva pusti, da še konča Dejan, pa bomo pol. Jaz moram reči, da je Real malo boljši od Barse, čeprav mi še zmeraj ful me moč to, kako je Real osvajal, kako so oni teh lovorik sploh prišel. No, ampak zakaj je pol Real? Zaradi lovorika, kaj? Ja, če na koncu vse skupaj gledaš. Čeprav Barca je še zmeraj po igri veliko boljša bila, Real nikoli nekaj, oni so bili na rezultate igrali, Barca je realno dominirala španskim futbolom, tako da... Na to igro vsi govorijo, kaj na koncu štejejo trofeje. Leta 2008 do 2012 najboljši period kjerkoli ekipe vseh časov. Kaj vi tako govorite, 18 stari, no? Če bi jaz bil bi rekel, Anže, ker tole se dvakrat se že ponavlja, če si dober premislil, se je že drugič ponovil in Aron, moram priznati, mene je prepričal danes, ne, malo se pa zelo dobro pretvarja, mogoče nas pa vse zavaja, ampak je zelo dober case naredil in Anže hiter. Skoč, Dejan pa lej, mislim, zame najljubši odgovor, bom tako rekel. Fantje, imate kakšno podvprašanje za koga? Jaz sem zadel na eno. Se pravi, ti praviš, da je tako Real vsem boljši, sploh to gledano, kaj pa same medsebojne tekme Real pa Barce. Recimo Barca 5-0, 5-1, 2-18, 3-4-0, 6-2, kar smo menjali. Real, kakor vem, je največja zmaga v tej sodobni zgodovini, tako rekel. Tako da meni se zdi, da tudi to same medsebojne tekme, ne vem, kaj praviš? Ja, medsebojne sigurno. To smo jih, po mojem, 5krat jih zmagamo, pa oni enkrat nas. Ja. Ne, dobro, to ni res 5, ne. Meni si tudi vmes je bilo, ja. Ja, sami jih zmagamo po 5-0, 5-1, Ja, to oni je. pa 3-2. Zmaga je zmaga, kaj? 3 pike, lahko je 1 000 0. Jaz bi tako rekel, jaz bi čim prej rad zvedel, kdo je. Jaz sem na trnih, ali je Aron absolutni genij in nas vse zavaja, ali pa govori resnico, Anže meni med nami, mal, ampak tudi Dejan je tam na meji, tako da ne vem, zelo, mislim, da bo zelo tesno, Ja, pa dajme jim pusti, da oni odločijo, kdo sta. kar odločite. Mislim, upam drugače, da imate 2 isti odgovor, ne drugače. Zna se zgoditi troboj. Ok, in še zadnji, ki bo izpadel je 3, 4, zdaj! Dva glasova za Dejana in en glas za Anžeta. Aron, zakaj si se odločil, da izločiš Dejana? Ja, meni ona gre skupaj. Je rekel, da je po stilu igre Barca bolj, si se prav spomnim, po stilu igre pač, da stil igre je bolj važen, kot same na koncu 3 točke ali pa lovorika. Na koncu sem rekel, da je Real pač kao boljši zaradi lovorik pa tega, tako da meni to ne gre skupaj. Jaz pa čisto preprosto, zaradi tega se mi zdi, da ker če pač navijaš za klub, se mi zdi, da moraš biti malo bias v vsakem primeru. Pač da, če rečeš, da je drug klub boljši, pol pa iti za un klub navijati, ne vem. Ok, Dejan, mislim, izpadel si, ne, ampak povej še zakaj. To ne vem, ni mi imel neki, sam ponovno rekel, da se strinja z njemu in ni tako ni. Dejan, prosim, zapusti igro. Ok, fanta in pa naša zmagovalca v bistvu, ne? Anže in pa Aron, zdajle pa gremo pogledati, kdo se je pretvarjal. Zadaj? Sem za. Zdajle so se postavili, fantje, ko bo pripravljen, ne rabi na uro, na čas, ko bo pripravljen navijač, ki se je pretvarjal, stopiti naprej. Bravo, dobro ste. Kdo je? Kdo je bil? Kdo je bil? Nisi bil ti, Alen, Ni bil, ne? Čekaj, kdo pa je pa? da ni zmagal slučajno. Ok, navijač Reala je... En aplavz, prosim. Skor mu je ratal. Skor mu je ratal. Skor mu je ratal, do zadnjega kruga je prišel.
Ja, mislim, je neka mehna zmaga za Realovce, bom tako rekel. Ja, ni, ker si izgubil. Ja, ampak, no, imaš prav. Deki, Dejan, povej, kako se počutiš in kako je bilo na koncu, ker ti je skoraj ratalo, pa ti ni. Ja, malo mi je bed, ker mi ni rad, pa je to nekaj malo. Aj, neš kaj. Ok, kaj pa ostali? A ste zvohali njega že od samega začetka ali vas je presenetila ta izbira? Če bi ga zvohal od začetka, bi ga po mojem že prej vendar, ne? Ko pa po mojem, da zadnjega pika ni bil enkrat napisan. Jaz sem ga rad skontil tam prvi čas. Amadej je skonto, ja. Jaz sem na začetku mislil, da je. Pa se mi je celo zdel, da A, ki si ga vprašal? Ja, pač ne samo tako, imam take oči za Real Madrid fane. Vse sem videl, da si nekaj pogledal, si se to zgolj skupaj vprašal, neverjetno. No, mislim, oči za Real Madrid fane ima, nima pa da ostane čim dlje v igri, ne? Ja. Kljub temu, da je Barca fan, ne, na primer. Mislim, se to je kar značilno za vas. Alen? Pa iskreno, jaz nisem vedel, dokler se nisem usedel tja. Pa ne mi zameriti, tako daleč, ko sem pogledal, si se mi zdel tako malo gaserski, tako Real fan. Ampak je večina Real Madridov so bolj na strani gaserjev, ne? Tako da bomo rekel. Ja, pa malo mlajši, pa tako, no. Ne, jaz bi se rad vsem tekmovalcem zahvalil, res ste polepšali to nedeljsko jutro. Meni je bilo zabavno voditi to oddajo z vami, dobro ste se udarali med sabo, ampak na koncu, nažalost, Barcelona premagala Real. To je to, dragi džunglovci, upamo, da vam je bil video všeč in če hočete videti še tazga kontenta na našem kanalu, napišite v komentarje. Like, share, Tako da like, share in subscribe. da ne zamudite vseh naših. Like, share in subscribe, da ne zamudite vseh naših novosti in Jay. Džungla, out. Vse je, okej, vse je malo, da se sme... A ni cool, da se še malo tako...